Pravica je edini svetilnik, ki naj orientira razbito ladjo človeštva iz divjih valov nasilij, krivic in obupov. Srečko Kosovel, Pravica. Mi se zavedamo, da leži odgovornost bodočnosti na nas, da ležijo v bodočnosti pogoji našega življenja. Zato ne bomo podobni tistemu učenjaku, ki mu je prišla postrežnica povedati, da je streha v plamenih, pa je odvrnil, da njega gospodarstvo ne zanima. Pri nas moramo stremeti le globokim, resničnim, velikim ciljem. Kultura mora biti, na kateri mora sloneti naša politika, ne pa obratno. Svojim telesnim potrebam, svojim nagonom ustreže človek kmalu, svojim duševnim potrebam nikoli. Dočim stremi telo k zadostitvi najnujnejših vitalnih potreb, išče duša trajnega zadovoljstva, harmonije. In ravno zaradi tega so pravzaprav duševne sile tiste, ki gibljejo življenje, tiste, ki ga pomlajajo. Kultura gre svojo pot, kakor luč je. Njena sila je v tišini in svetlini. Ne hrumi kakor življenje, ki mu postavljajo vsak dan ponosnejše stavbe. Tudi jih kultura ne zahteva. Ona sama je stavba nad stavbami, stavba breztežne duševnosti, stavba misli in duha, ki ne vzame lakomnikom zemlje niti pedi, in to je njen ponos. Večna je in povsod je, vedno bdi nad nami, kakor svetav cilj, proti kateremu moramo iti. Ne bomo se ozirali na one, ki prodajo za skledo leče svoje prepričanje, tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in poštenost sobojevnikov nam gre. Tudi ne moremo nikomur izmed njih obljubljati raznih ugodnosti, ki jih sami nimamo. Tudi ne pravimo, mi smo, ki vas vodimo v obljubljeno deželo pravice. Ne mi, ampak vsi, ki se bodo borili za poštenost, odkritosrčnost in načelnost v življenju, pripomorejo k razvoju. Naše pozitivno delo bo absolutna zmaga nad slovensko kulturno lažjo. Kličem vas. Kličem vas, uporniki zemlje in ognja, brate nevihte in brate viharja, brate potopov in zlomljenih ladij, brate vseh strtih evropskih src. Kličem vas, brate te zemlje teptane, glejte, tam travica je zazelenela. Zazelenela je in zaživela, bratje vseh strtih evropskih src. O, da ljubezen bi se prebudila, kakor ta travica v srcih steptanih, od srda zastrupljenih in od sovraštva, da bi ta pesem visoko zapela, travica drobna, ki je zaživela. Kličem vas, bratje vesoljne ljubezni. Velika ideja pozitivnega, konstruktivnega dela, ki naj zgradi človeštvu svetišče človečanstva, lahko prepreči vse svetovne in tudi lokalne vojne. Ne glede na to, da vsi državni zakoniki obsojajo v istem dušku umor, ter v istem dušku zapovedujejo pokorščino vojakom v vojni, ter ne glede na to, da je celo cerkev, ki je s tem dokazala, da je njeno kraljestvo bolj od tega, nego od onega sveta, zakrivila veliko krivdo vojne, poudarjajoč in nalagajoč vojaku dolžnost, da služi. Ne glede na vse to, se bo človeštvo zavedlo, kaj je vojna. Človek spoznava. Naj kraljujejo Neroni. Človek spoznava, da so Neroni. Naj kraljuje sila nad onemoglostjo. Človek spoznava. Zdaj šele ve, kaj potrebuje.
Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravičnosti v socialnem življenju bo največji triumf sodobnega človeštva. Odprite okna, odprite duri. Osvobojeni človek prihaja. Poklonite se njegovemu trpljenju, pokleknite pred njegovim ponižanjem, pozdravite njegovo silo, kajti iz trpljenja se je rodila radost, iz ponižanja poveličanje, iz sile vstajenje. Veliko trpljenja je bilo, veliko ponižanja, ali ne radost, ne poveličanje nista vstala iz njega pri nas. Jaz pa prinašam radost, poveličanje in vstajenje. Ogenj smo, ki mora izgoreti, izžareti v to temo, da jo razsvetli. A ogenj ni materija, ampak poslanstvo. Zato se ne bojimo prav nič smrti. Smrt je naše poslanstvo, smrt gnilemu, strašnemu življenju. Zato je naše poslanstvo, poslanstvo prisotnosti. Iz pesmi silnih. Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta kot smehljajoči travniki. Silni so oni, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in ti premagajo svet in ne umrejo. Krasti človeku najneobhodnejše življenjske pravice, onemogočati in zavirati razvoj, dušiti jezik, to so gesla nacionalizma. Njegova etika je pravica močnejšega. Danes pa je doba zahajajočega nacionalizma. Še se napenja in uspenja, da bi oživel, da bi še enkrat zavzel svet, a zaman. Zavest pravice je premočna, preočitna. Nacionalizem nima več moralne moči, da bi služil ideji. Zato služi oblastnikom. Država je skupina ljudi, ki si urejajo svoje materialne potrebe tako, da lahko čim svobodneje živijo svojo izpopolnitev, svoje ideale duše. Torej je bistvo države sredstvo, ki omogoča ljudem duševno življenje. Zato je njen namen zmanjševati vse napore v človeku, ki ga obračajo v golo materialistično življenje. In njen cilj je socialen. Omogočiti, da se vsak posameznik razživi in zaživi tudi pravo, resnično življenje. Ker je narod primaren, nacija sekundarna, država terciaren pojav, je jasno, da se narod, ne nacija, ne moreta ravnati po državi, marveč narobe. Kajti država ni cilj, ampak sredstvo. Kadar se narod zave svoje narodnosti, postane narod nacija. Zato kulturna avtonomija ni nikak privilegij ali milost, marveč dolžnost, ki jo mora država upoštevati, če noče, da postane njena oblika čim bolj razvoju nasprotna. Razvoju nasprotne oblike se namreč zrušijo. Stranka, vlada, to je orodje, a vest je mojster. Šele mojster, ki ga uporablja, lahko kaj napravi. Kdor pa vest zatira, bo kriv njenega razdejalnega vstajenja. Človeka spoznaš šele takrat, kadar ima v rokah oblast. Oblast je preizkušnja etične moči v človeku, ki stremi za tem, da ustvarja poštena dejanja. Z vseh strani grozijo mladini stranke in čas je v taki depresiji človečanstva, da se meri človeka po strankarskem pripadništvu, ter da se mu celo potem dovoljuje življenje ali zapoveduje smrt. Tako so gospodje politiki, predstavniki milega naroda in lepe naše domovine zavozili tako daleč, da so zamenjali državo in stranko.
Gospodje politiki seveda gledajo mladino s svojim kritičnim očesom. Oni jo smatrajo za material, dočim je mladina življenje samo, seme življenja. Najbolje je, da bi izdali vladni pristaši katekizem, kakšen mora človek biti, če hoče biti državotvoren. Dalje je najbolje, da kar zaustavijo tek zgodovine, da preprečijo razvoj in diferenciacijo, ter da prepovedo sociologijo, ki se je razvila že do popolnoma novega pojmovanja človeške družbe in ki je človek kot tak osrednje jedro. Dalje je najbolje, da prepovedo vsako naprednost, ki prekaša njihovo naprednost, sploh najbolje, da prepovedo še misliti. S tem se prične ta zlata doba in mir v deželi, pod geslom naprednosti, seveda. Naše ljudstvo si je v davnosti ustvarilo predstavo, da v tujini cvete sreča, zato ker temu ljudstvu ni cvela sreča. Ljubilo je svoj dom, cenilo je pa le tujino. Prišlo je v našo zgodovino ono znamenito samo podcenjevanje, ki je že a priori kvarno in rušiteljsko za vsako živo akcijo. To dediščino je v veliki meri podedovalo naše neizobraženo, melanholično malomeščanstvo, ker se mu ni ljubilo orati ledine doma, ter se je raje usedalo za tuje polne mize in zatajevalo. Slovensko malomeščanstvo je v svoji melanholični resignaciji ali pa v svojem egocentričnem samoljubju postalo nesposobno, da nosi plodne ideje za bodočnost. Njegovo slovenstvo je slovenstvo trenutka.